Pa se včasih mislim, proti tej ekipi bi pa lahko odigral celo, ne pa da bi dobil zadnjih 10 minut. Ja, bilo je težko, moram reči, da je bilo težko. Na pravem mestu. Vedno sem bil zraven, vedno sem bil na vsakem treningu. Na vsakem treningu sem delal 100% sebe. Boste imeli pa dovolj moči, ker, kot sem rekel, bomo 3/4 igrali in mislim, da prva in glavna preokupacija bo to, da smo res agresivni na njih, da res poštartamo tako, kaj je treba, da imajo velike težave. Prva ljubezen je bila takoj že nogomet, takoj začetku 6., 7. leto. Kot mali sem bil zraven očeta, on je me nekako vpeljeval v nogomet, ker je tudi sam igral. Ne tako resno, ampak bolj za hobi. In vedno, ko sem bil mlajši, sem vedno bil zraven njega, sem ga gledal. Tako se je rodila ta ljubezen do nogometa, ne. Takrat sem se nekako zaljubil v malega Messija ali pa brazilski Ronaldo. Tudi je bil takrat še malo večja zvezda. Z golmanov to sem pa rad spremljal, Casillas pa Buffon. Sta mi bila nekako največja idola v velikem nogometu. Ko sem se vpisal v nogomet, v NK Rogaško, začel sem v NK Rogaški. Nekako na treningu, takrat sem bil U7, U8, kako smo imeli, mislim, da bilo U7. Takrat smo bili na tekmi, pa ni bilo nekaj golmana, vratarja ni bilo, pa je trener vprašal, če bi bil kdo na golu, pa sem se takrat javil. In nekako tudi mi je šlo dobro, tudi sem se dobro počutil kot golman in tako sem potem ostal, ne, na golu. Včasih tudi jaz zdaj rečem, kaj mi je tega trebalo. Reči bi igral, pa se vmakneš kakšne žoge, ne, da ne bo pekla. Ampak če si na golu, tako si se odločil in stisne zobe, kakšna modrica več, ampak če je modrica, potem je bila obramba, to je tudi v redu, nekaj šteje. Nekako nisem nekaj spremljal futsala, ko sem igral nogomet, ampak takrat se je pojavila priložnost v svojem sedanjem klubu Dobovec, se je takrat delala dobra generacija, oziroma je Dobovec naredil dobro ekipo in so potrebovali še golmana, ne, in tako je nekako beseda stekla, da so mene vprašali, če bi bil zraven. Takrat sem z 16 leti prišel prvič v Dobovec in bila je to dobra odločitev, ker smo potem, začel sem v U18 selekciji samo in smo takrat 3-krat zapored potem osvojili prvenstvo U18, ne. Je bilo včasih naporno, ker so bila včasih 2 treninga dnevno, ne. Takrat še nisem imel niti vozniške, me je ata peljal prvo v Rogaško na trening, tam je bilo, ne vem, rečemo 5., 6. je bil trening. In potem me je počakal in me peljal hitro v Rogatec, da sem imel potem drugi trening v Dobovcu. Na tisti stopnji sem se mogel odločiti, ali bom ostal v velikem nogometu ali bom igral samo futsal. In tam sem se potem malo tudi doma z očetom pogovarjal, kaj bi bilo boljše in nekako tudi sam pri sebi odločil sem se, da grem v Dobovec, ne, da bom ostal samo v futsalu. To so bili sami, bi rekel zvezde Slovenije, slovenske reprezentance in pa Hrvaške, ne. Plus, da si imel strokovnjaka na klopi, ki je vedel, zakaj je tam, vedel, zakaj je pripeljal te igralce in kaj lahko z njimi naredi. In rezultati pričajo njemu prid. In res velika čast mi je, da sem lahko bil del te ekipe. Nisem bil mogoče v toliki meri, kot sem zdaj, ker je takrat bil Damir Puškar. Ja, on je bil non-stop je bil drugi golman in pač moraš imeti tudi voljo, da non-stop treniraš, pa si drugi golman, pa veš, da si drugi golman, pa potuješ po Sloveniji, pa v bistvu včasih ne dobiš niti minute. Ja, bilo je težko, moram reči, da je bilo težko, sploh ko veš, kakšno ekipo je imel takrat Dobovec. Vedeli smo, da 80% tekem bo 7-8 razlike, ne. Pa se včasih mislim, proti tej ekipi bi pa lahko odigral celo, ne pa da bi dobil zadnjih 10 minut tekme, ko je že bil rezultat 6-0. Ker potem ponavadi igrajo mlajši, ne, ki tudi niso dobili minut, priješ noter hladen. Potem pa se moraš dokazati, težko je, pa smo imeli z Kujto, tudi včasih je bilo malo jeze, malo kaki razgovor več smo imeli glede tega, da mi naj da malo več priložnosti, ne, in ja, to, ko mi je Damir rekel, da bo to verjetno njegova zadnja sezona,
pa si razmišljaš, kaj bo zdaj. Boš ti dovolj dober, da ga naslediš, bojo zopet pripeljali nekoga, ne, malo razmišljaš o tem. Potem je stopil v velike čevlje. Buška je prinesel marsikatero točko klubu, reprezentanci, marsikatero tekmo odločil. Ampak ne vem, nekako se je potem poklopilo, da je tudi Kujta, pa tudi Rok, da sta verjela v mene, da vedno sem bil zraven, vedno sem bil na vsakem treningu. Na vsakem treningu sem delal 100% sebe in nekako je potem rekel Kujta, da mi mora dati priložnost, ne samo minuto, dve, ampak da naj mi da celo sezono, pa bomo videli potem, kaj bo. To je sigurno fenomenalni občutek, ko vidiš, da ti igralci zaupajo, da ti trener zaupa. Mislim, da se ni spremenilo veliko, še vedno sem na treningu delal 100%. Res fenomenalni občutek je potem, ki smo ga še potem nagradili z prvenstvom in pokalom in nekaj najlepšega. Bilo je lepo teh 7 let, ampak mogoče najboljši in najlepši trenutek do takrat, do sedaj, tisti prvi naslov, ki si ga osvojil, ne samo kot drugi golman, ampak kot prvi. Ključnih členov, če ne celo ključni člen Dobovca v teh zaključnih bojih letošnje sezone. In ja, včasih se tako po treningu pogovarjaš, ja, zdaj pa ni tega, so na reprezentanci, pa bo igrali, ne vem, proti Portugalski, pa Španiji, mogoče igralci, ko ne bomo mi nikoli igrali, ne, pa razmišljaš, pa se pogovarjaš. Ampak nekako potem prišel ta prvi poklic, sigurno korona kariere in nekaj najlepšega, kar lahko športnik doživi, da lahko predstavljaš grb, lahko predstavljaš Slovenijo na mednarodni sceni. Za mene je trenutno najboljši golman v Sloveniji. On ti da neko sigurnost, če imaš ti dobrega golmana v svoji ekipi, ti da neko sigurnost in tudi ti pol lažje igraš. Njega jaz nikoli ne vidim, da bi prišel kdaj na trening, pa preko meni se ne da. Neverjeten fant, neverjeten dečko. Osebnostno izredno pozitiven fant, izredno nasmejan, izredno korekten. Vedno pripravljen pomagati, odlična oseba. Takšnih igralcev oziroma oseb manjka. Včasih se nabere vsega in včasih mi prav paše, da prije reprezentančni zbor, da se malo odklopiš od tistega vsak dneva, ne vem, zjutraj se moraš zbuditi ob 4:30, da greš v službo, pa potem delaš do 2-3, domov, najest, trening. Malo te potem, ko se malo se nabira, pa včasih fajn priješ tako malo, razbistriš glavo in tu se potem počutiš kot pravi profesionalec in lahko potem tudi daš nekaj več od sebe, ne? Ko si fokusiran samo na treninge in analize in to je to, lahko še nekaj več naredi zase, ne? Res, kako se je poklopilo na koncu, da bomo gostili doma Evropsko prvenstvo, mislim, da si kot športnik več ne moreš zaželeti, naprimer kot jaz, prvo evropsko pa prvo doma. To je nekaj najlepšega. Vsi me spremljajo, na vsaki domači tekmi je cela družina plus žena. Letos sem se oženil in
lahko povem kot anekdoto, da smo se spoznala pred 10 leti na poroki od soigralca iz Dobovca. Ona je bila prijateljica od žene, jaz pa sem bil soigralec od Damirja Repinca in ja, tam smo kliknila, ne, bi se reklo. Res, vse se poveže futsal, ja. Ponosni so tudi oni, tako jaz, da sem lahko del te ekipe, del reprezentance. In moja samo da vztrajam, pa da sem tu čim dlje, da upravičim vsak poklic in da dam vse od sebe, ne.